Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Vrtec v Šmartnem ob Paki je dobil prizidek in dočakal energetsko prenovo. Za obnovo vile na Vodnikovi 14 v Celju skoraj 1 100 000 evrov državnih sredstev. Jelka Godec bo v Šentjurju Marku Diaciju skušala prekrižati načrte. Selektor Dragan Adžič predstavil seznam rokometašic za domače evropsko prvenstvo. Larisa Žagar-Slemenšek do prve članske zmage na tekmah svetovnega pokala. Vrtec v Šmartnem ob Paki je dobil prizidek, stari del vrtca pa so energetsko sanirali. Otroci nove prostore obiskujejo že od septembra, uradno odprtje pa so pripravili včeraj. Gre za eno največjih naložb, saj je stala kar 3 milijone evrov. Prvi javni vrtec so v Šmartnem ob Paki odprli leta 1985, mu pred 20 leti dodali začasni zabojnik, v katerem so uredili igralnico, 2 oddelka pa sta bila še v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Zato je dolgo tlela želja po izgradnji prizidka in ureditvi otroškega varstva na enem mestu. To je bil eden od temeljnih ciljev, da združimo otroško varstvo na enem mestu. Imeli smo tukaj na tej lokaciji poleg 5 oddelkov tudi en zabojnik. To pomeni, da je bila neka začasna rešitev in pa v osnovni šoli 2 oddelka. S tem smo seveda sprostili tudi prostore v osnovni šoli, ki bodo lahko namenjeni potem osnovnošolcem. Kar nekaj časa smo čakali, kot je že prej povedal gospod župan, veliko birokratskih zapletov je bilo tule pred tem še. Tako da sedaj upam, da bom prihodnje leto pa res čisto dokončan. Vselil je pa itak že en mesec dober, smo že naselili otroke in se imajo odlično. V letu dni je izbrani izvajalec zgradil prizidek, v katerem so zdaj 3 nove igralnice, ob njih pa še telovadnica oziroma skupni prostor, knjižnica, zbornica in kabineti. Izgradnja prizidka in energetska sanacija starega dela objekta je največji projekt občine od njene samostojnosti. Sama investicija pa praktično bruto 3 milijone, če govorim pa samo o gradbenih pogodbah, potem prizidek 2 milijona 25 000 evrov, energetska sanacija pa približno 770 000 evrov. K temu je seveda treba prišteti še vse druge stroške od projektiranja, nadzora, tudi nazadnje protipoplavna študija je zavrla ta projekt za skoraj 1 leto in tale zid okoli vrtca je plod te študije. Prepričan sem, da ne bo nikoli uporabljen, kajti 500-letne vode pravzaprav tukaj ne bodo poplavljale. V vrtcu je trenutno 8 oddelkov, obiskuje ga 125 otrok, nekaj jih bo dodatno prišlo še med letom. Tako bo vpisanih 146 otrok. Tolikšno vpis, kot smo ga imeli letos, ga še do zdaj ni bilo. Ne vemo pa, kaj bo za naprej. Pri najmlajših še imamo nekaj prostih mest, ker pridejo, se nam pridružijo v novembru, decembru, drugače pa je vse polno. Jaz se kar bojim, da bo prihodnje leto že tale vrtec nov premajhen, ker imamo letos res zapolnjeno že čisto vsa mesta do zadnjega. Glede na to, da se tu gradi cesta mimo in da se pričakuje še več priseljevanja, zna biti porast tudi števila otrok, tako da bomo sproti reševali. Jaz upam, da ne zopet nazaj v šoli. V vrtcu pa zdaj čakajo še na ureditev kuhinje in okolice z igriščem. Celjska družba Nepremičnine, ki je v 100-odstotni lasti Mestne občine Celje, je dobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Vila Vodnikova ulica 14. Po izboru izvajalca del se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta. V objektu bodo uredili 12 oskrbovanih stanovanj, v katera se bodo upravičenci lahko vselili v začetku leta 2024. Mestna občina Celje pa bo poskrbela za zunanjo ureditev. Družba Nepremičnine je bila pri zagotavljanju virov financiranja uspešna na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor iz načrta za okrevanje in odpornost, saj je na njem pridobila sredstva v višini 1 88 000 evrov.
Ker vila Vodnikova sodi med kulturne spomenike, bo obnova potekala pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ko bo objekt prenovljen, bo zagotovo predstavljal dodano vrednost pri oživitvi in obnovi celjskega starega mestnega jedra. V občini Šentjur se bo na letošnjih lokalnih volitvah poleg aktualnega župana Marka Diacija za župansko funkcijo potegovala tudi aktualna poslanka Državnega zbora Jelka Godec. Godčeva opravlja tudi funkcijo podpredsednice Slovenske demokratske stranke. V Šentjurju je bila v več mandatih izvoljena tudi v tamkajšnji občinski svet. Svojo kandidaturo za županjo občine Šentjur na jesenskih lokalnih volitvah je napovedala tudi Jelka Godec. Je trenutna poslanka v Državnem zboru, podpredsednica stranke SDS in dolgoletna šentjurska občinska svetnica. Vesela sem, da je z mano veliko mladih, novih obrazov tudi, ki so pripravljeni pomagati, da občino Šentjur naredimo veselo, sproščeno, odprto in predvsem povezovalno. Da ne izključujemo nikogar, da povežemo vse krajevne skupnosti, vse, tiste, ki vodijo krajevne skupnosti, torej predsednike in svete krajevne skupnosti, kot seveda vse krajane, še iz najmanjše vasi. Jaz verjamem, da to občine Šentjur možno. Do sedaj je bilo to, vedno postranskega pomena. Mi pa želimo ravno to povezati, delati občino sproščeno, tako na ravni odločevalcev, kot seveda potem se to pozna tudi pri krajanih. Če bo izvoljena, bo poslansko pisarno zamenjala za župansko. V sklopu predstavitve je predstavila program za 4 leta. V 4 letih lahko narediš veliko, lahko ne narediš nič. Odvisno je od sodelavcev, ki jih imaš, odvisno je od krajanov, občanov, odvisno je tudi konec koncev države. So pa projekti, so pa načrti, so pa cilji, ki se lahko izvedejo brez problema v 4 letih, če je seveda volja in pa sodelovanje pravih ljudi. Med glavnimi poudarki je izpostavila stanovanjsko problematiko, ne le v centru, ampak tudi v krajevnih skupnostih, s tem bi se povečala demografija v občini. Potrebno je zgraditi nove vrtce, izpostavila je novo vas, nanizala je nekaj infrastrukturnih projektov, med drugim navezovalno cesto in pa izpostavila večjo povezanost turizma, kulture in športa. Mislim, da je potrebno kot župan, kot občinski svet, kot občinska uprava združiti oziroma izkoristiti maksimalno vse, kar imamo, vse talente, vso, znanje od najmlajših do tistih v jeseni življenja. Da je treba povezati vse javne zavode, izkoristiti potencijale v vrtcih, osnovnih šolah. Imamo glasbeno šolo, priznano glasbeno šolo, imamo dom starejših, potem izobraževanje odraslih in vse to je tisto, kar je v bistvu, kar daje, kar bo dalo tudi in omogočalo boljši razvoj občini Šentjur. Za kandidaturo se je odločila na podlagi pozivov in prošenj občanov. To je zorelo že nekaj časa. Jaz moram reči, da v zadnjem letu močno. Dileme so bile, vendar po, več nagovorih različnih, tudi mnenjskih voditeljev občini Šentjur. Potem, ko so pristopili mladi, nekateri so bili zelo vztrajni, da naj vendarle premislim, da je v občini Šentjur potrebna sprememba, da Šentjur zaživi. Zdaj, ko rečem Šentjur, mislim občino Šentjur, da ne bo dolžaljeno. Da tu zaživi, da se premaknejo stvari iz neke otopelosti in če gledam pa otopelost na političnem nivoju, je pa ta kandidatura še toliko bolj bila potem jasno pri meni, izražena. Poleg kandidature za županjo so včeraj vložili tudi listo kandidatov in kandidatk za občinske svetnike. Na volitvah računajo na dober rezultat in še kakšnega občinskega svetnika več. Trenutno jih imajo 6.
Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžič je objavil seznam 19 rokometašic, ki kandidirajo za nastop na domačem evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 4. novembra. Na spisku je tudi članica ženskega rokometnega kluba z dežele Erin Novak in Celjanki Alja Varagič in Nataša Ljepoja, ki sta trenutno članici ljubljanskega Krima. Igramo v bistvu doma, zato lahko imamo tudi 19 igralk na pripravah. Pa kako bo pač trenažni proces potekal do same tekme, bo selektor na to določil 16 igralk, ki bo igralo vsako tekmo. Imamo možnost kar nekaj menjav na prvenstvu. Izbral bo najboljše, ki so v tistem trenutku. Ta generacija je zdaj pa res dozorela, je rabila nekaj let, to je normalno. Dolgo časa so sedaj skupaj in če bojo zdrave, lahko res naredimo eno veliko stvar. Tako kot sem že na začetku rekla, jim zavidam, da imajo prvenstvo doma. To so v bistvu tudi želje vsake športnice, da se pred svojim občinstvom predstavi, igra tudi ob zvoku himne, srce zaigra še bolj polno adrenalina. Tako da mislim, da tako kot je tudi že včeraj rekel selektor Adžič na tiskovni, da je to čas, da ta generacija pač nekaj naredi. To je ena res super zadeva, ki se je zgodila letos pred sezono, da je Krim pridobil selektorja Adžiča kot njihovega glavnega trenerja. S tem ima odličen pogled seveda v ekipo. Reprezentanca tvori veliko igralk Krima, jih pozna do potankosti, so non-stop v nekem trenažnem procesu, ki je podoben tudi v reprezentanci, tako da je to res super. Pa še imamo te igralke Lizo, Amro, Nino, Ano Gros in pa Branko Zec, ki so v tujini, ter Tijo Gumilar-Cikero, ki so zdaj na spisku, in to je samo plusno in vse res igrajo dobro v tej sezoni. Še ostajamo pri športu. Članica športnega kluba Hijong Celje Larisa Žagar-Slemenšek je zmagovalka svetovnega pokala v tekvondoju v Kopru. To je bila njena prva zmaga v svetovnem pokalu v članski kategoriji, kar je zagotovo odličen obet pred novembrskim nastopom na evropskem prvenstvu v kickboksu, ki bo v Turčiji. Je kar dosti tekmovalcev bilo, sicer jih je nekaj manjkalo, ker so bili na svetovnem prvenstvu mladinskem, torej predvsem mladincev ni bilo nekaj veliko, ampak se mi zdi, da se je naša ekipa drugače tudi dobro odrezala. To tekmo smo nekako si vzeli kot pripravljalno tekmo pred evropskim, ko nas čaka, tako da nismo nekaj veliko pričakovali, ampak vsakeč, ko grem na tekmo, tak ali tak, grem za to, da pač zmagam. In tudi borbe načeloma nobene ni bilo nekaj preveč težke, kar mi je dal sam nek upogled, da je res fajn delamo na treningi, da smo dobro pripravljeni. Bilo je sicer še kar nekaj napak, ampak imamo zdaj tak čas še popraviti do evropskega. Najtežja borba pa mi je bila proti Argentinki, ki se sicer poznama že tudi iz kickboksa in ima za mene zelo neugodno borbo, tako da mislim, da tudi prvo minuto sploh ni bilo nobene točke, ker smo res bile pripravljene druga na drugo. Tekma je potekala v veliki dvorani, v areni Bonifika, tako da je bilo tudi vzdušje samo res super v dvorani. Bilo je kar nekaj tudi slovenskih navijačev in predvsem je bilo všeč to, da je še tudi moja sestra Lisa, ki študira v Kopru, lahko ta čas isto prišla vas pogledati sproti. Jutri bo večinoma oblačno. Na severozahodu bo deževalo, dež se bo do večera razširil nad vso državo. Vmes bodo posamezne nevihte, možni bodo krajevni nalivi. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter, ki se bo proti večeru obračal v severnik in nato oslabel. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18,
Najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija. V noči na nedeljo bodo padavine povsod ponehale, predvsem v severni polovici Slovenije pa se bo prehodno razjasnilo. Hkrati pa bo nastajala nizka oblačnost, ponekod tudi megla. V nedeljo čez dan in v ponedeljek bo na vzhodu sončno, na zahodu pa pretežno oblačno in predvsem v hribovitih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, bo pa toplo. Toliko v tem tednu. Hvala lepa za vašo pozornost in čudovit vikend želimo. Bodite pa z nami spet v ponedeljek. Nasvidenje.